Je transparentna ravnost? So rože na mestu? In s tem mislim, da so popolnoma skrite. Prepričan sem, da zmaji ne marajo rož. In kaj je z obrednim zmajskim plamenom prijateljstva? Še vedno plameni? Spike, vse je videti krasno. Preveč se živciraš brez razloga. Veliko razlogov imam. V bistvu sem si jih zapisal. Predolgo se že družiš s Twilight, veš. Razlog številka 1. Danes sem povabil zmajsko vladarico Amber Ponijevcev. Drugi razlog, zmajska vladarica je zmaj. Tretji razlog, sem pa prišla, da se nauči več o prijateljstvu. Amber nam je pisala, da se zmaji skušajo spoprijateljiti, vendar imajo tekmovalnost v krvi in to vodi v vedno več prepirov. Kar me pripelje k 4. razlogu. Zmajska vladarica želi moj nasvet. In kot novi uradni konjitajski ambasador prijateljstva zmajev, je ne smem razočarati. Vem, da si pod velikim pritiskom, ampak zmogel boš, Spike. Samo hočem, da bo vse popolno. Torax! Ti si v Ponijevcih! Seveda sem, Hecko. Povabil si me in jaz nisem tak, ki bi zavrnil vabilo. Hej, Twilight! Hej, Starlight! Hej! Ne morem verjeti, da ste vse to naredili zame. Krasen transparent. Všeč mi je ta oder. Kaj je ta stvar s plamenom? Lepa je. Toraxa si povabil v Ponijevce na isti dan kot Amber? Očitno res. To se mi ne zdi prav dobra ideja. Kako je boš pa oba zabaval? Niti malo se mi ne sanja. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potek, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Čisto sem pozabil. Torax mi je pisal, da se morava pogovoriti in sem rekel, ne pride. Nisem pa vedel, da pride na dan, ko sem povabil Amber. Kaj ne naredim? No, mogoče si boste pa všeč. Najbrž ne. Amber je žilava, samozavestna in zastrašujoča. In Torax je... Spike, tako sem vesel, da si me povabil. Ti si moj najbližji, najprijaznejši, najbolj iskren, najbolj razumevajoč prijatelj. Je to led v obliki zmaja? Ja, vidim, kaj misliš. Najbrž se ne boste razumela. Ali še huje, da se boste sovražila in če se vodja Vilinjeko in zmajska vladarica sporečeta, sem lahko odgovoren za začetek vojne, ki bo uničila dobro staro konjetajo! To se že ne bo zgodilo. Zdaj se pa zberi. Torax, je s tabo vse v redu? No, iskreno, ne, v bistvu ne. Prebava me muči, ne vem, ali je kriva nova dieta ali stres ali pa oboje. Ne! Ja, lahko da je oboje. In najbrž to vpliva tudi na moje spanje. Zadnje čase se samo še premetavam. Očitno se moraš sprostiti. Kaj praviš na izlet nagrad? Tega razgleda ne smeš zamuditi. Ja, nagrad! Sama ti bom vse razkazala. Ne boš šel zraven? Ja, samo po sladoled bom šel in vaju dohitim. Zmajska vladarica Amber, kot uradni konjitajski ambasador prijateljstva za Zmajegrad in za Ponijevce, ti jaz, Spike iz Ponijevcev, izrekam dobrodošlico v Ponijevcih. Izpiliti moram svoj uradni govor. No, prav, hvala. Saj res, še objem. Tukaj je pa veliko barv. V Zmajegradu so pa vsotle skale in barva pepela. Najbrž zaradi tega. Hej, Twilight. V bistvu sem Starlight. Starlight Glimmer. Me veseli. Oprosti, res se bom morala navaditi na imena ponijev. Veliko sijočih in bleščečih zadev. No, kje pa je Twilight?
v svojem gradu je. Potem pa jo obiščiva. Del prijateljstva je, da pozdraviš prijatelje, ne? No, ja, ampak... Čudne zvoke spuščaš, te mogoče boli želodec? Mislim, da me bo kmalu začel. No, saj veš, kaj pravimo zmaji, pretrpi bolečino. No, greva. Ali pa ostaniva tu. Ali pa grem naprej brez tebe. Všeč mi je. Dobro, ni ju tu. Kaj praviš? Ja, rekel sem, da je tu vse čisto. Najbrž si lačna od poti. Prosim, naj te peljem k uradni prijateljski pogostitvi. Torej, to počnejo prijatelji? Na to bi se lahko navadila. V bistvu to ni hrana. Zmaji obožujemo dragulje. Prav, ampak ti boš povedal Twilight, kam je šel njen zid. Samo zamotijo. Dobro, ja, uživaj v vseh kristalnih rečeh. Kam pa greš? Mislila sem, da je to uradna prijateljska pogostitev. Samo na hitro moram na stopnišče. No, to je moj udobni stol za branje romanov. To je stol za študij, ker me zaradi trdote ohranja budno. Spike, tako sem vesel, da si tu. Ta obisk gradu postaja čuden. Twilight ima res rada stole. Kaj se je zgodilo s sladoledom? Kaj? Se res, zmanjkalo ga je. Hej, res mi je žal, ampak na hitro si moram sposoditi Twilight. Takoj prideva. Pa saj se še nisva pogovorila. Amber je tu. Ja, vem, videla sem vaju in zato sem morala zamotiti Toraksa z ogledom stolov. Zakaj si pripeljal Amber ravno na grad? No, ne vem. Amber je spraševala zate, Toraks pa hoče govoriti z mano. Zamenjati se morava. Morda bosta kaj posumila. Saj morava le poskrbeti, da se Toraks in Amber dobro počutita in održati narazen za nekaj ur. Saj nama bo uspelo. Kaj se dogaja? Mislim, da je zemljevid. Kliče tebe. Očitno moraš poleg vsega rešiti problem prijateljstva. Zemljevid kliče mene? Nenavadno. Zemljevid res širi nabor. Ni pravi čas, razumem. Spike, si tu? Amber je pojedla vso Twilightino dekoracijo. Hej, Twilight. Žareči zemljevid. Žareči Spike. To ni dobro. Ja, vem! Je vsaj tvoj problem prijateljstva v ponijevcih? No prav, da mi to uspe, mi boste morali obe pomagati. Vidve držite na razen Amber in Toraksa, jaz pa grem po sladoled. Misliš, greš iskat problem prijateljstva? Ja, malo mi prizanesi, pod hudim pritiskom sem. Problem prijateljstva? Ima kdo tu problem prijateljstva? Je treba rešiti kakšen problem? Problem prijateljstva? Problem prijateljstva! Ima kdo tu problem prijateljstva? Ne? No prav. No, meni se zdi, da je vaniljevo jagodne smetane preveč. To, prepir! Mislim, v čem je težava? Amber, tukaj si. Dobro, prav, še več objemov. Kako se imaš do zdaj v ponijevcih? No, vsekakor se veliko učimo o prijateljstvu. Sploh nisem vedela, da je vljudno okrasiti zidove v najljubšo hrano prijatelja. Ježiš. Kam sta šla pa Spike in Starlight? Občutek imam, da se me izogibata. Ne, samo poskrbeti hočete, da bo vse nared za tvojo zabavo dobrodošlice. Medtem pa si pojdiva ogledat mesto? Zveni dobro, ne morem se učiti o prijateljstvu, če ne spoznam novih prijateljev.
Hej, Torax, Twilight in Spajka čaka dolgočasna uradna papirologija, zato se bova očitno midva malo družila. Kaj bi rad počel? Ampak hotel sem govoriti s Spajkom. Rekel je, da se takoj vrne. Saj se boš, a najprej pojdeva nekaj prigriznit. Ja, veš kaj, zdaj, ko že omenjaš, sem res malo lačen. Je v gradu tudi jedilnica? Mislim, ja, ampak tisto je grajska hrana. Če bi rad dobro jedel, morava v mesto. In zato nikdar ne smeta pustiti, da vama okusi tortico ovira prijateljstvo. No, to pa sploh nisem pomislila. Hvala, Spike. O, daj no, zasveti! Spajk! A tukaj si! Si že opravil z dolgočasno papirologijo, vidim? Jep, končal sem tisto, kar je Starlight rekla, da počnem. Torak si hotel malo z gradu. Zdelo se mi je, da bo obisk mesta res zelo dobra ideja. No, morda lahko zdaj govoriva? Seveda. Vaju bom kar pustila sama. Najprej bi rad rekel hvala, ker si me povabil. Trenutno imam težavo z vodenjem in potrebujem nasvet. No, vsekakor bi ti rad pomagal, kakor hitro bo le šlo. To je moj problem. Imamo odpadniško skupino vilinjakov, ki se še vedno hrani z ljubeznijo. Čeprav sem rekel, hej, ne počnimo več tega, so rekli, hej, tako smo to počeli že vrsto let. Ampak sploh nočejo, pa čeprav sem vodja in sem jih lepo prosil in... Živjo, jaz sem Ember, hčerka Torča, zmagovalka ognjenega izziva in vladarica vseh zmajev. Običajno, kadar to naredim, vsi zmaji hitijo k meni. Poni ne sklepamo prijateljstev, tako? Razumem. To je ta čudna prijateljska reč, ki jo počnete poniji, ne? Sta tudi vidve v mestu? O čem pa govoriš? Saj si bila že več čas z mano. Ne, jaz sem Starlight. Ja, oprosti, ampak ne smeš mi zameriti, tako zelo sta si podobni. Kaj? In rekli so mi, naj kar naprej ponavljam isto. Veš, mislim, da so se moje težave z vodenjem začele v otroštvu. Star sem bil 3 leta, ko takrat je bila drugačna zgodba. In vsekakor jo moraš slišati. Ampak v zgodbi z mojim bratom sem imel 2 leti. Ali pa 1. To je moj sedež, prvi sem ga videl. No, jaz sem pa prva prišla. Torax, dovoli mi trenutek. Ponija, prosim, če smem, mislim, da lahko rešim ta problem prijateljstva. Morala bi sedeti skupaj. Obe imajo še čisti prostor, oba sta naročila kolačke, oba sta ponija in če se vsaj... Dobro, to bo zdaj pravo. Dajmo bodice, zasite. Hej, to je bil pa res dober nasvet. Torej, kaj misliš, da naj naredim jaz? V bistvu, no, rabim trenutek. Sam, da se domislim dobrega nasveta. Takoj se vrnem. Krasno. Ni problema, pa me spet pusti. V redu je. Samo pravim, da sta obe škrlatna ponija s škrlatno grivo. Obe imata cutie znaka z bleščečimi stvarmi. Moj se bolj svetlika. Kaj je to drugače? Dobro, Spike. Lahko prosim poveš tema dvema, da imam prav, videti sta zelo podobni. No, veš, stvar prijateljev je tudi, da odnehajo, kadar stvar razburja druge. Pa če imam prav, poleg tega, kdo si ti, da mi boš govoril o prijateljstvu? Cel dan sem te komaj kaj videla. Saj sva se videla? Hočeš reči, da lažem? Hej, ne vpij na mojega prijatelja! Spike, zbeži pred medvedom! V bistvu je medved vilinjak in je zelo nežen. Zdaj ne več! Moji največji strahovi se uresničujejo! Umakni se, Spike. Ne bom pustil, da ti zmaj skrivi lusko na hrbtu.
Umakni se, ker jaz ne bom pustila, da mu ti škoduješ. Čakaj, si rekel, da ne pustiš, da bi škodovala Spajku? Ja! Se to počnem tudi jaz. Kaj? Ja, kaj? Stare dobre konjedaje je konec. Vojna, ki bo zarotila vilinjike proti zmajem, se začenja in vsega sem jaz kriv. Moj naziv konjetajskega ambasadorja prijateljstva je laž. Hej, saj se ne borita. Zakaj bi se borila? Ker sem vaju pomotoma oba povabil ponjevce na isti dan. Pa kaj? No, in skušal sem vaju ločiti, ker sem mislil, da se ne boste razumela. Razumem. Mislil si, da mu ne bomo všeč, ker sem zmaj in sem slaba v prijateljstvih? Ne, seveda ne, ampak čakaj, kaj nisi zaradi tega tu? Jaz lahko rečem, da sem slaba v prijateljstvih, ti pa tega ne smeš. Veš kaj? Nočem govoriti o tem. Čakaj, prosim. Žal mi je. Ne, v redu je. Mislil si, da sem prenežen in da me nekdo tak, kot je Amber, ne bo spoštovala, tako kot moje vilinjaki. Ne gre za to, Torax, čakaj! O ne, kaj sem naredil? Zakaj si še vedno tu? Ker imam težave z vodenjem tropa. Zato v resnici nočem domov. Čakaj, ti si vodja? Fant, moraš biti pa res bolj odločen. Ja, saj v tem je problem. Ne vem kako. Skušal sem jih lepo prositi, naj sledijo mojim pravilom in ponudil sem celo nagrado, pa... Nehaj govoriti. Tako se to dela. Kar streslo me je. Vem, da imaš to v sebi. Spremenil si se v medveda, da bi branil Spajka. Najbrž znam biti močen, kadar branim prijatelje, ampak kadar uveljavljam pravila, nisem prepričan sam vase. Brez težav si lahko prepričan vase. Vodja si postal z razlogom. Sprejmi odločitev in jim daj vedeti, da je ta dokončna. In če ne bo delovala, se spremenijo medveda. To je dober nasvet. Saj vem, da je. No, kaj je pa s tabo? Zakaj misliš, da si slaba prijateljica? Nočem govoriti o tem. Pa boš morala. Kako boš sicer rešila težave? Sunki moči in ognjenimi dvoboji, seveda. Kako pa to pomaga? Ko premagam zmaja na tekmovanju, to utrjuje mojo nadvlado in počutim se krasno. Ja, kako pa misliš, da se počutijo oni? Ponižano, osramočeno. Najbrž hočejo pobegniti in se zakopati pod kamen in... nikdar več priti ven. Najbrž so žalostni, slabovoljni. Vsekakor niso veseli. To pa zato, ker vas taka tekmovanja ločujejo in z njimi ne pridete do srčike problema, temveč pogovor o svojih čustvih. Mislim, da sem alergična na čustva. Veš, ni treba, da si vsaj jokava in pomehkužena. Je pa prav, da prijateljem poveš, kaj čutiš. Vem, kje lahko začneva. Kje? Spike. Že razumem. Mislim, da sta šla. Najbrž me ne bosta hotela več videti. Ali pa bi te kar zdaj. Veš kaj, Spike? Saj vem, tako me je žal. Pusti mi, da govorim. Ker se počutim jezno. Okej, prav, to je bil dober prvi poskus. Zdaj pa poskusi biti bolj natančna. Sem razborjena. In vso pravico imaš. Saj vem, da jo imam. In vem, da ti moram povedati, kaj čutim, ker je moj prijatelj Torax rekel, da mi bo potem lažje. In res mi je. Ja, in brez težav ti povem, da si napačno ravnal, ker mi prijateljica Amber pomaga postati bolj odločen. Wow. Lepo. Prav je, da ste jezna name. Tako me je skrbelo, kaj gre lahko narobe, da sploh nisem pomislil, da gre lahko prav. Mi lahko oprostita? Res se zdaj počutim bolje. Zato, ja, jaz ti. Ja, jaz tudi. Že spet. Ni šans! Končno
što se dogaja? Rešil sem problem prijateljstva. V bistvu si ustvaril problem prijateljstva, ker nisi zaupal prijateljema. Ja, potem pa sem ga rešil, ker me je izučilo. Prijateljema bi moral takoj povedati drugemu za drugega, ne pa da sem sklepal, da se ne boste razumela. Zelo dobro, Spike. Je to spet del prijateljstva ponijev, da si ves čas razlagate, kaj ste se naučili? Ja, v bistvu je. Jep. Torej, kot prikaz enotnosti predajam zmajski plamen prijateljstva zmajski vladarici Ember in Toraksu, vodji tropa vilinjekov. Naj plamen prijateljstva gori za vedno. Več stvari iz kamnov potrebujete. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.